Živijo, že 4 leta igram rokomet in želim si, da bi tudi jaz zdaj zaigral za slovensko reprezentanco na tako velikih prvenstvih. Do takrat se pa še lahko nekaj naučimo od naših rokometnih zvezdnikov. Gremo! Katero vprašanje novinarjev vam gre najbolj na živce, da ga ne bom postavil? To je vprašanje ponovadi, kadar izgubimo tekmo, pa vprašajo, kje ste danes izgubili tekmo. Kako na takih tekmovanjih trpi vaša psiha in kako vpliva na vašo igro? Na tekmi moramo biti čim bolj sproščeni in pa fokusirani, zbrani, da izpolnjujemo tiste naloge, ki smo si jih zadali. Je pa res, da ko je več napora, ko smo malce utrujeni, je treba delati še več na tem, ker hitro pade koncentracija. Ste kdaj žalostni, če trener ni zadovoljen z vami ali vpije na vas? Ne, žalostni nismo. Sigurno ni lepo, kadar te kdo krega, kadar stvari ne potekajo tako, kot pričakujemo oziroma smo načrtovali. Je normalno, da sledi kritika. Drugače igrati, če v dvorani slišite navijanje domačih navijačev. Podpora naših navijačev je zmeraj dobrodošla, so naš 8. igralec. Je pa tudi lepo, kadar igramo v gosteh in utišamo tuje, se pravi nasprotnikove navijače. Tudi sam treniram rokomet. Imate kakšen nasvet, da bom čim boljši? Najboljši nasvet je, da zaupaš vase, da zaupaš v stroko, ki dela s tabo, da si postaviš cilje, da si to želiš s trdim delom in če boš priden, boš sigurno uspel. S fanti v fitnessu je bilo super. Luka je tudi car. In vedno bom ostal njihov navijač. Adijo!